Pozdravljeni! Po končani veliki nagradi Monaka so pri Scuderii Ferrari vložili protest in med mnogimi navdušenci seveda sprožili val ogorčenja. In to neupravičeno. Verjetno je marsikateri navdušenec zapazil, da sta na veliki nagradi Monaka Max Verstappen kot Sergio Perez zapeljala na razmejitveno črto, ko sta zapustila pit lane. To so opazili vsaj v primeru Pereza tudi komisarji, kot smo videli seveda na ekranu, ampak na to ni sledila nobena preiskava in tudi noben disciplinski postopek. In seveda, dirka se je končala tako, kot se je. V Scuderii Ferrari izgleda, da niso bili pripravljeni sprejeti rezultata, zato so vložili protest. Pričakovali so 5 sekund kazni za enega in drugega voznika, ker nista spoštovala pravil. To bi pomenilo, da kljub izjemno slabi dirki strani Scuderije bi na to lahko za zeleno mizo dobili dvojno zmago. A protest je bil zavrnjen. In na mnogih medijih, ki so povzeli to novico, se je začel pojavljati pravi naval ogorčenja takšnih in drugačnih sledilcev, ki so trdili, na primer, da Formula 1 ne spoštuje svojih pravil, da imajo različne standarde praktično za različne voznike in da pri Red Bullu so malo da ne podkupili komisarja. Takšne nebuloze bi vam lahko navajal seveda še kar nekaj minut, ampak ustavimo se raje tu. Namreč večina avtorjev ni ponudila ne razlage in ne argumentacije. Kajti, če boste strpni in pogledali posnetek do konca, boste videli, da je bila odločitev pravilna in skladna s tistim, kar veleva mednarodni kodeks FIA. A verjamem, za mnoge je bolje povzeti delno neko novico, ki pritegne bralca in ga na to prepriča, da zmeraj in seveda večkrat klikne na eno in isto novico, da seveda sledi polemiki v opombah. Ampak to konec koncev škodi Formuli 1, ker tistega, ki ima ta šport rad, ne pouči oziroma ga usmerja v zmotno smer. Bodimo kot običajno od začetka in poglejmo situacijo iz pravega zornega kota. Namreč pred to epizodo, kdaj smo zadnjič videli, da je bil nekdo kaznovan, zato ker je prevozil tisto razmejitveno črto. Kolikor me spomin ne vara, Yuki Tsunoda na veliki nagradi Avstrije 2021 in to kar dvakrat. Šlo je za podoben in ne enak primer, namreč Yuki je bil kaznovan, ker je prečkal črto na vhodu v pit lane in ne pri izhodu, ampak zadeva je dokaj podobna. Imamo dva dokumenta, dokument 46 in dokument 50. Prekršek je bil obravnavan ob 16:04 oziroma prvi ob 15:18 minut. Gre v bistvu za enako besedilo v obeh primerih. Yuki Tsunoda je kršil oddelek L, poglavje 4, drugi člen mednarodnega kodeksa, kjer je točno zapisano, seveda, kako se lahko vstopi in seveda izstopi iz pit lane. In da ne bo pomoč, sedaj vam bom prikazal tisto besedilo, kako se more vrniti na samo progo, ko se konča opravila seveda pred garažami, da ne bo pomoč.
Tu je jasno zapisano, da kolikor bolid z enim delom pride na črto, meni kršitev. Sedaj, mnogi izmed navdušencev bodo vzkliknili: saj smo videli, s kolesom sta zapeljala na črto, to je dovolj, slediti bi morala kazen za oba. Kršek je bil storjen na veliki nagradi Avstrije 2021. Je morda kdo izmed vas pomislil, da so se zadeve spremenile? Namreč kodeks, v katerem je bil Yuki Tsunoda kaznovan, je bil objavljen 16.12.2020. Od tega datuma do današnjega imamo dve spremembi. In prvi popravljeni kodeks je bil tisti, ki je bil objavljen 15. decembra 2021. In če pogledamo isti člen, bomo videli, da je bil krepko spremenjen. Namreč vidite z drugačno barvo poudarjene vse spremembe, da bodo tudi pri ekipah razumeli, kaj se je spremenilo v samem pravilniku. Namreč spremenili so ga tako, da iz tistega dela, kjer so jasno zapisali, da en delček samega bolida ne sme priti na črto, to ne velja več, je prečrtano. Jasno je zapisano, da nobeno kolo ne sme zapeljati čez. Nobeno kolo čez pomeni, da s kolesom ne sme iti preko črte. Meni, da po njej lahko vozi. In sedaj naredimo še korak naprej. 23.3. smo dobili zadnjo verzijo mednarodnega kodeksa FIE, ker v istem členu lahko ugotovimo, da sprememb ni bilo, objavili so le čistopis. Torej, ni dvomov, da tisto, kar sta naredila Max Verstappen in seveda Sergio Perez, po sedanjih pravilih je dovoljeno. V lanski sezoni ni bilo, ampak sedaj je svetovno prvenstvo Formule 1 za sezono 2022. Mogoče pri Ferrariju tega ne vedo in seveda se sklicujejo na starejša pravila. Rad bi poudaril nekaj. Pri Red Bullu so lahko nekomu simpatični kot ekipa, drugim pa antipatični, ampak vsi se moramo strinjati, da izjemno dobro vedo, kaj piše v vsakem členu pravilnika in poznajo vsako sivino in kako se opreti na njo. Namreč, če ste sledili dogodkom, ste lahko ugotovili, da praznovanje pri ekipi Red Bull se je začelo bistveno preden so pri FIA zavrnili protest Ferrarija. Namreč, jasno jim je bilo, da iz tega ne bo nič, ker ni bilo nobenih osnov. A meni je najbolj zanimivo to, kako se kuja Mattia Binotto, kako igra žrtev, kako kliče na to, da jim je bilo v Monaku nekaj odvzeto. Namreč, če imaš Red Bulla za nasprotnika, ne moreš tako amatersko pristopiti k taki zadevi. Namreč, kot sem že večkrat omenil v tem prispevku, gre za svetovno prvenstvo Formule 1 in ne za vaško dirko s kosilnicami, zato je treba poznati vsak člen v pravilniku in točno, kje so vejice ter pike. Nekaj, kar v tem primeru pri skuderiji Ferrari niso storili. Iskati izgovore zunaj za lasten neuspeh se je tokrat vrnilo k Mattiji Binottu kot bumerang. Namreč ne samo, da so kazali svoje strateške nespretnosti, v drugi strani so pokazali tudi to, da osnovne poznajo. In to je zopet dokaz, da pri Ferrariju nimajo prave zmagovalne mentalitete. In zopet dokaz tudi še za nekaj, kar je pa bistveno hujega. Namreč mediji, ki se ukvarjajo s Formulo 1, so le v redkih primerih
povedali zgodbo na tak način. Posebej v domačem jeziku dvomim, da sem zasledil kaj takega. Zato bi prosil vse tiste, ki pravzaprav trdijo, da so Ferrariju nekaj odvzeli, da si vsaj pogledajo ta prispevek in da skušajo razumeti, kaj v pravilniku piše. Seveda, kolikor bi imeli pri skuderiji Ferrari prav, bi jih zagovarjal. A tokrat pač ne morem. In zgražam se nad obnašanjem ekipe, ki se ima za najboljšo v Formuli 1. Ampak videli smo, da pravzaprav zmeraj ni tako. Za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost, ker seveda nasvidenje.